Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o knjigah. V studio smo zato povabili Valentino Tominec iz Idrijske knjižnice, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Gospa Tominčeva, povejte nam, kako deluje knjižnica v teh dneh? Naša knjižnica je trenutno v drugi fazi sproščanja ukrepov, kar pomeni, da se lahko sedaj naši obiskovalci prosto že sprehajajo po knjižnici. Se pravi, pridejo, si izberejo lahko gradivo, si ga izposodijo pri izposojevalnem pultu, je pa zaželeno, da to opravijo čim hitreje, ne? Čim manj zadrževanja v knjižnici, število oseb v knjižnici je seveda omejeno. Najbolj pa si knjižničarji sedaj želimo, da bi naši obiskovalci čim več naročali gradivo preko elektronske pošte, preko storitve M-Kobis, lahko pa tudi telefonsko, ne, da prihaja do čim manjše interakcije med obiskovalci in nami zaposlenimi. Da pa bi se lažje odločili, katero knjigo prebrati, ste danes s seboj prinesli 10 knjig po vašem izboru, ki jih bova sedaj tako na hitro prelistala. Tako. Zdaj nam prav ta segment svetovanja bralcem nam sedaj umanjka, ne. Bralec velikokrat vpraša za bralni nasvet, z sodelavkami veliko knjig preberemo, delimo mnenja med sabo, zato tudi lažje svetujemo. Zdaj, na tem mestu bi rada opozorila še na revijo Bukla, to je brezplačna revija o dobrih knjigah, ki jo tudi bralci vsake 2 meseca v naši knjižnici dobijo. Najnovejšo že imamo, lahko si jo pridijo iskat, kot sem rekla, je brezplačna, tam je tudi veliko nasvetov o dobrem branju. Drugače pa jaz imam s sabo kupček knjig, v katerem bo najbrž marsikateri od naših bralcev našel kakšen namig, ki bi si mogoče sposodil za počitniško branje ali pa tudi kakšno drugo branje, no. Avgust Demšar je pisatelj iz Maribora. Ja, njegovo pravo ime ni Avgust Demšar, to je psevdonim, on je drugače predavatelj na Pedagoški fakulteti, Tomaž Zupančič. On je za moje pojme en boljših piscev detektivsko-kriminalnih romanov, to je že njegov 10. roman. 4-krat je bil že nominiran za nagrado Kresnik, ni je še dobil. Jaz bom poleg te cerkve, ki sem jo danes prinesla s sabo, sem prinesla še Pohorsko transverzalo. Mogoče je dobro, da naši bralci preberejo še kakšno drugo knjigo, da dobijo vpogled v te protagoniste Demšarjevih kriminalnih romanov. Ta žanr je zadnje čase strašno popularen, ne? Ja, zelo popularen, mogoče tudi Tadej Golob naredil fajn reklamo, ne, za ta žanr, ampak kot sem rekla, imamo veliko dobrih piscev kriminalk, no, in Avgust Demšar je en med njimi, je pa mogoče res malo bolj centraliziran na štajerski konec, ne. On je Mariborčan, piše o Mariboru, vsi njegovi zločini se zgodijo v Mariboru oziroma okolici, mogoče je širši Sloveniji ta prostor malo bolj neznan. Pa tudi mogoče nima za sabo take oglaševalske mašinerije, kot jo ima kdo drug, ne. Nekaj je k temu pripomogla tudi televizijska nadaljevanka. Nekje sem zasledil, da bodo snemali sedaj tudi po knjigi Avgusta Demšarja. Ja, naj bi prav marca začeli s castingom za snemanje serije v 6 delih, Primeri inšpektorja Vrenka, tako da sedaj se nadejamo, no, da bomo tudi na televiziji videli, kako ta inšpektor v resnici izgleda. Drugače, Cerkev je ena od 3 knjig, ki bodo zaznamovale tole trilogijo. Drugo knjigo ima avtor že skoraj spisano, no, in tudi osnutke za 3., tako da se že veselimo. Sta pa obe tudi na seznamu Primorci beremo. Ja, Pohorska transverzala je bila na seznamu leta 2017, Cerkev je pa letos. Zdaj na tem mestu mogoče bi še omenila naš projekt Primorci beremo. Letos ga izjemoma začenjamo malo z zamikom 1.6. Zaključuje se 11.11. kot vsako leto, no, Martinovo je tisti datum, ko se neha brati to bralno značko za odrasle.
Letos smo potem malo prikrojili pravila, ker je ta rok malo krajši za branje, ne. Tako da je na seznamu oziroma na nalogi, ki jo je treba opraviti, so 4 prozna dela in 1 poezija, s tem, da lahko eno prozno delo izberemo sami, in lahko si pogledamo tudi kakšen film. Drugače pa imam tukaj 3 knjige, ki bodo letos na seznamu Primorci beremo. No, do teh še prideva. Druga in tretja pa sta delo Johna Greya, Mars in Venera. Zakaj gre v teh knjigah? Ja, te knjige sem izbrala prav zaradi tega, ker se mogoče v teh časih bolj posega po njih. Zdaj te korona počitnice, ki to niso bile, no, bi lahko označili tudi kot čas, ko smo bili več s svojimi bližnjimi, s svojimi partnerji, s svojimi otroci in seveda je prihajalo do veliko konfliktov, najbrž povsod. In jaz osebno sem si velikokrat pomagala s knjigo Moški so z Marsa, ženske so z Venere in tudi Mars in Venera v navzkrižju, zato da sem lažje razumela, zakaj se določena oseba oziroma določen spol v določeni situaciji obnaša drugače kot drug spol, ne. Zakaj je tako, kot je, ne. Vse to je večinoma arhetipsko pogojeno, in mi je postalo jasno, zakaj recimo moški v hladilniku ne najde masla nikoli. Pa to drži? Ja, drži, seveda. Jaz mislim, da drži. Ženske smo bile nabiralke, smo bile gospodinje, zadrževale smo se v votlini, imele vse urejeno, vse vedele, kam kakšna stvar spada. Moški so pa seveda bili lovci, strmeli v obzorje, čakajoč morebitni plen, in zato moški ne vidi stvari, ki jo ima pred sabo, ženska pa tudi, mogoče se zaradi tega moški bolje orientirajo globalno, ženske se orientiramo bolj lokalno, ženske smo bolj zgovorne, ker smo v votlini ves čas čvekale, moški so morali biti na lovu tiho, da niso splašili plena, ne. Ženske čez dan v enem dnevu izgovorimo približno 7000 besed, moški pa 2000. Tako da ja, so velike razlike in zakaj je tako, se tudi v teh knjigah veliko izve. Veliko bralci posegajo po teh delih, po tem žanru? Ja, recimo osebna rast, reševanje medosebnih konfliktov, odnosov, ja, veliko povpraševanja. Kam pa sodi, kam bi uvrstili pa naslednje delo Janje Vidmar, in sicer Naš tone, ne tone? Janja Vidmar je drugače v naši knjižnici zelo znana pisateljica, velikokrat je bila že pri nas na obisku. Predvsem nam je znana kot mladinska pisateljica. Je zelo plodovita, veliko del je že izdala, no, to je njeno drugo delo za odrasle. Kam bi jo uvrstila? To je bolj taka literarna plaža. No, to je res knjiga za na plažo, ampak je pa zelo zabavna, zato sem jo izbrala. Govori o enem gospodu, o enem Štajercu srednjih let, ki se mu v življenju malo zakomplicira, zdravstveno in ljubezensko, pač je tak šovinist, kritizira vse povprek, politiko, homoseksualce, zdravo prehrano, vse mu gre na živce in seveda pride do usodnega preobrata in tako dalje. Vsega ne bova izdala, je pa Tone Partlič o knjigi napisal: ko boste knjigo vzeli v roke, pazite na vžigalnik, saj je pravzaprav granata. Ja, v bistvu je ena taka, ima eno tako družbeno kritično ost, družbi nastavlja eno tako ogledalo, no. Marsikdo se najde v njej. Naslednja knjiga je Ana Svetelj, Dobra družba, Kut Litera izdal. Kaj bi o tej knjigi povedali? To je zbirka kratkih zgodb. Zdaj, kratke zgodbe so literarna zvrst, za katero nekateri trdijo, da pač pisatelj še ni dovolj zrel, da bi napisal knjigo, nekateri pa trdijo, da je težje napisati kratko zgodbo kot knjigo. Jaz mislim, da je resnica nekje vmes. Zdaj, te kratke zgodbe so odlične, če jih strnemo vse skupaj, je to ena odlična knjiga. Govori pa o pravzaprav spletni strani prevoz.org, kjer si pač organiziraš prevoz recimo z enega kraja v drugega in med temi prevozi prihaja do interakcij med ljudmi, ki jih potem usodno zaznamujejo. Je pa tudi na seznamu priporočil za Primorci beremo, tako. Tako, z naslednjo knjigo Alene Morštjakove, Hana, pa gremo v čas druge svetovne vojne, v življenje Židov. Presunljivo? Zelo presunljivo branje.
kot bi gledala en zelo, zelo napet film, pri katerem ves čas upaš, da se bo pa vse dobro končalo, čeprav se kar grozodejstva dogajajo v tej knjigi. Zdaj konca vam ne bom izdala, ampak je zelo, zelo privlačno branje. Literarna mojstrovina, za katero je dobila avtorica nagrado Češka knjiga 2018. Priporočam, zato ker nam tudi mogoče ponuja en zelo dober pogled v zgodovino Češke od leta 1933 do 1963. Zdaj, čeških avtorjev imamo pri nas veliko. To češko-slovensko literarno-kulturno prijateljstvo sega že v, ne vem, 17., 18. stoletje, ne, že Jernej Kopitar si je z Dobrovskim dopisoval, ne, in to se kar nadaljuje. Bohemistike imamo na našem oddelku ogromno, recimo sam da omenim Haška, Havla, Mišala Viveka, Milana Kundero, no. Hana Morensteinova je ena od pisateljic, ki je tudi, jo zelo priporočam za ta češki seznam. Je pa dobro, ker imamo izredno dobro prevajalko za češki jezik v Sloveniji, Nives Vidrih je prevedla tudi Hano in zelo priporočam v branje. Peter Kuhar, sedaj živi v Pragi, naš poklicni kolega, in vzpostavlja tak kulturni most tudi med Slovenijo in Češko. Odlično, ja, bomo še okrepili te. Ga bomo nekoč povabili k nam. Super. Ruta Sepetsi, V morju zrnce soli, gre pa za ameriško pisateljico. Ja, ameriška pisateljica je pa litovskih korenin, ne. To je spet ena zelo pretresljiva knjiga o koncu druge svetovne vojne, ko se iz vzhodne Prusije vali val beguncev in skuša priti v lepše življenje. Iz zahoda na njih pritiskajo Sovjeti, no, in v tej masi teh beguncev se najde par mladih, vseh zaznamovan fizično in psihično od te druge svetovne vojne, in vsi se odpravljajo v Gdansk, kjer se bodo vkrcali na ladjo Wilhelm Gustloff. Zdaj, ta ladja je v zgodovini zelo znana, ker potop te ladje pomeni največjo ladijsko tragedijo v celi zgodovini. Titanik je bil prav malce v primerjavi s tem. Na Titaniku je umrlo 1500 ljudi, na Wilhelmu Gustloffu pa kar 9000 ljudi se je utopilo. Ladja je imela nosilnost za 1000 potnikov, vkrcalo se jih je 10 000, in ko so pluli od Gdanska proti Kielu, so jih zadeli 3 torpedi ruske podmornice in ladja je bila v 1 uri potopljena. 1000 ljudi se je rešilo. Zdaj tu vedite, da je bilo 30. januarja leta 1945, ob tem času ima Baltsko morje 4 stopinje. Zdaj jaz ne bom nič povedala, kako se knjiga konča, je tudi prežeta z optimizmom. Je pa, no, že ta naslov V morju zrnce soli pove dosti, mogoče malo naroden prevod, Salt to the sea je v originalu. Pač, da si samo eno majhno zrnce, oziroma da se potem vrneš tja, od koder si prišel, ne. To je tak zelo zgovoren naslov. Knjiga je dobila tudi nekaj prestižnih nagrad, ne? Ja, recimo Carnegie Medal, to je najvišje priznanje, ki ga dobijo angleško pišoči avtorji mladinske literature. Z naslednjo knjigo pa se podajamo v svet otrok. Ja. Anja Štefan, povejte nam kaj o tej knjigi. Ja, z te knjige bi pa 2 pesmici prebrala, ker sta res tako zelo luštni, se sta čist kratki, ampak mogoče samo za ilustracijo. Pleši, pleši, mala miška. Pleši, pleši, mala miška, naj se trese cela hiška. Pazi le, da lahke tačke te ne nesejo med mačke. Potem imamo pa še eno z naslovom Grah. Miška, ki je jedla grah, spravlja druge miši v strah. Kamor pride, tam grmi, kdor je blizu, vsak beži. Ja, to so pesmice iz življenja mišk, take radožive zelo, in ta knjiga je tudi veliko nagrad že dobila, no, jaz vem vsaj za 3. Najprej Alenka Sotler, ilustratorka, ki je te igrive miške ponazorila s prstnimi odtisi in jim potem samo dorisala še dele telesa.
Alenka Sotler je dobila nagrado knjižnega sejma 2018 za najlepše oblikovano knjigo. Anja Štefan je pa dobila nagrado Kristine Brenkove za to knjigo in potem še Zlato hruško. No, Zlato hruško lahko vidite tukaj prilepljeno. Zlata hruška je eno tako fajn priznanje, ki da tudi našim bralcem eno orientacijo, katero čtivo je kvalitetno. Zlato hruško podeljujejo strokovnjaki pod okriljem Pionirske knjižnice, ki predelja vse mladinsko literaturo, slovensko in prevedeno, in potem izberijo, kaj bi oni recimo svetovali mladim bralcem. Za kako velike otroke pa je ta knjiga primerna? To je v bistvu tako igrivo in tako lepo se rima, da v bistvu takoj, ko otrok začne zaznavati ne take spevne besede, jaz mislim, da kar od prvega leta naprej. Lepo, lepo. Tudi naslednja knjiga je slikanica Zgodba o luknji. Zakaj gre v tej knjigi? Ja, to je spet ena taka zelo posebna slikanica. Zadnje leta opažam pri založbah kar poplavo teh posebnih slikanic, ki imajo sicer klasično zgodbo z zasnovo, zapletom, vrhom, razpletom in razsnovo, ampak se ubadajo z posebnimi temami. Tukaj v tej knjigi fantek najde luknjo in jo da v žep in seveda vse zgubi. Ravno tako v Ruzaku, in kaj bo zdaj s to luknjo počel, nekam jo mora dati. No, na koncu najde zajčka, ki mu ta luknja pride zelo prav. Te knjige so fajn zato, ker sprožajo polemiko. Otrok se začne spraševati, ena stvar je za nekoga zelo koristna, za drugega pa popolnoma nekoristna oziroma celo škodljiva. To so knjige, o katerih lahko potem še veliko debatiramo, ne. V bistvu ni tako, bom rekla, didaktično stroga, ne, na lep način pač pove. Ilustracije so tudi zelo privlačne, tako da priporočam. Lepo. Zadnja knjiga iz vašega današnjega izbora pa je dobesedno vroča. Gre za Luciferko. Svetlana Makarovič, Matej Šurc in Kotik so avtorji tega dela, o katerem se veliko govori, pa najbrž večina ljudi še ni prebrala te knjige. Najbrž bi želeli, pa zdaj zaradi tega, ker pač ne pridejo še na vrsto, oziroma zaradi tega, ker je bila knjižnica zaprta, niso do knjige prišli. No, naj povem, da ta knjiga bo tudi za projekt Primorci beremo. Naredili so kar publiciteto okrog te knjige. Jaz jo nisem prinesla zato. Prinesla sem jo zato, ker bi rada, da ljudje dobijo en vpogled v Svetlanino življenje, ker okrog nje se marsikaj spleta, marsikaj tudi negativnega. To je podobno kot s knjigo Cavazza. Za Borisa Cavazzo, ne vem, smo imeli različna mnenja, ampak ko smo prebrali knjigo, smo mnenje popolnoma spremenili. In mogoče ga bo kdo tudi o Svetlani. Svetlana je drugače odlična pesnica, odlična avtorica knjig za otroke in mladino, ampak v knjigi boste prebrali, da otroštvo njeno je bilo pa zelo težko, tudi odraščanje in tudi iskanje svojega prostora pod soncem kot umetnica, zelo težko prideš do neke pozicije in mogoče so tudi to razlogi, da je takšna, kot je. Popustimo ob strani politično udejstvovanje in publiciteto okrog knjige. Mogoče vam knjiga nudi pa en fajn pogled v Svetlanino intimo. Prah o političnih akcijah se poleže, dobre knjige pa ostanejo, ne? Tako je. Zdaj tukaj je en prav en lušten kupček, no, tako da mogoče bo pa kakšen od naših bralcev dobil kakšen bralni nasvet, da bo prišel v knjižnico pa rekel, jaz bi pa to, kar sem videl v televizijski oddaji. Lepo. Gospa Valentina Tominec, jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu, za pogovor in za predstavitev te knjižne bere, teh vaših knjižnih bralnih priporočil. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.